Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je predsednik Združenja novinarjev in publicistov Tino Mamić. Tino, živijo. Lep pozdrav. Midva se dolgo poznava, sva tudi v istem združenju, tako da se tikava, tako da ne bo problemov tudi skozi oddajo. Se strinjaš, ne? Velja. Tino, nedavno si bil izvoljen za drugi mandat predsednika našega združenja. Ti je kaj težko padlo to še en mandat biti predsednik? Dela je kar precej, ne? Ja, ta je zdaj dosmrtni, ne ta drugi. Ne. Kako bi rekel, nisem bil najbolj navdušen nad vsem skupaj, zato ker sem si želel, da bi kdo drug mogoče prevzel, ampak nekako smo se potem pogovarjali in se odločili skupaj s par kolegi, da gremo naprej. In smo potem ekipo malce okrepili, tako da jaz mislim, da bo ZNP v naslednjem mandatu bo še močnejši, še bolj prepoznaven, kot je bil do zdaj. Tako da glede tega sem zadovoljen in seveda sem tudi hvaležen vsem, ki so do zdaj delovali, ker ZNP ni samo Tino Mamić, je tukaj toliko ljudi, ki delajo veliko, moramo vedeti tudi, da vsi delajo prostovoljno, da ni nobenih honorarjev. Tam se plača kakšna kilometrina ali pa še to taka bolj simbolična. Drugih stroškov pa nima nobeden, oziroma nihče ne dela za denar. Si pa tretji predsednik, ne? Prvi predsednik, tisti ustanovitveni, je bil najprej bil Peter Jančič, potem je bil Igor Kršinar in potem zdaj sem jaz. No, nekaj je značilno za vse tri predsednike. Peter Jančič je izgubil delo na Delu, časopisni hiši Delo, kjer je bil nekoč tudi odgovorni urednik za časa, ko je bil predsednik uprave Danilo Slivnik, zame še vedno eden boljših slovenskih novinarjev, kolumnistov. Potem drugi predsednik je bil Igor Kršinar, ki je imel ravno tako... Tudi izgubil na Delu službo. Tako na Delu izgubil službo. Že prej se marsikaj dogajalo z Magom, ne? Zdaj na Reporterju. No, ti si pa tudi še prej, preden si bil predsednik, izgubil delo, tudi bil si odgovorni urednik na Primorskih novicah, pa tudi zdaj, ne? Nekako zate ni neke redne službe v teh slovenskih medijih. Ja, čeprav jaz nisem izgubil službe na Primorskih, ne, mene so odstavili kot odgovornega urednika in potem sem ostal in sem bil par let še tam in v enem trenutku sem se pač odločil in sem šel sam proč in sam dal odpoved in tako, ne, tako da me niso, ko bi rekel, me niso mogli vršiti. Ampak službe pa potem ni bilo kar tako, ne? Ne, jaz sem si pol pač sam ustanovil podjetje, takoj naslednji dan začel že delati na polno v svoji firmi in zdaj sem zadovoljen, mi gre dobro, tako da mi je žal, da nisem šel mogoče že kakšno leto prej, ampak glede finančno sem zadovoljen. Zdaj, če pa za recimo moje kolumne ali pa moje zapise ni prostora v slovenskih medijih, je pa to zdaj druga stvar, ne, pač se ukvarjam z drugim. Se kdaj vprašal, zakaj tudi v teh desnosredinskih ni prav veliko prostora ali pa želja, da bi delal pri njih? Ja, jaz mislim, da je tukaj sta dva problema, ne. Prvo je, da povem, kar mislim, kar pomeni, da dostikrat tudi sebe ali pa svoje ali pa sebi podobne kritiziram. To je prvi problem in tega marsikdo ni sposoben, ne. Ampak če si kolumnist, moraš kritizirati tako leve kot desne, tako tvoje kot ne tvoje, ne. Moraš biti kritičen do vseh, ne, ker si neke vrste glas javnosti. Enega preprostega človeka pa ne briga zdaj, ali je Janez Janša desen ali je lev, ampak njega zanima konkretno, kaj je on naredil dobrega ali slabega, ne pa kakšne barve je. Ne? Zato kolumnist mora biti glas javnosti. Tudi vsak novinar bi moral biti glas javnosti, ne pa glas ene politične opcije. Zdaj, drugi razlog, ki ga vidim pri recimo desnosredinskih medijih, ki nočejo recimo ki si ne želijo mojih prispevkov ali sodelovanja, je pa gejevski lobi, ne, ki me ima precej v želodcu, tako da... Je tako močan? Zelo. To je poleg partije dejansko najmočnejši slovenski lobi, v enih stvarih še močnejši, zato ker gejevski lobi gre čez te okvire levo-desno. V njem imamo tako leve, tako desne, tako
ne vem, ugledne kot neugledne in zanimivo je to, da pri njih v ozadju ne gre za nobeno ideologijo, ampak samo za moč in za denar. Ne? In je vse, kar govorijo, je dejansko kulisa. Ne? Tako da oni bojo mogoče v življenju igrali masko nekega, ne vem, desnega ali levega politika, ali desnega ali levega novinarja, ali ne vem, duhovnika. V resnici se bojo pa tam v kakšni savni pogovarjali povsem brez problema prav ti, ki so na televizijah smrtni sovražniki. In to je kar velik problem v Sloveniji. Ja, to je gotovo problem. Seveda, smešno je, da moramo stalno poudariti, da tukaj ne gre za spolno usmeritev. Ne? Kdo s kom spi, to je njihova stvar, ni moja stvar. Ne? Problem je pa, ko začne lobirati. Dvojnost morale, recimo. Ja, ne, ko se začne lobirati in ko začneš zaradi tega, ker je nekdo spi s tabo, da mu koruptivno namenjaš, ne vem, več prostora v medijih, več denarja in tako naprej. Ne? To je tisto, kar je dejansko rak rana današnje korupcije. Žal. No, Tino, kar precej let se že tudi v Združenju novinarjev in publicistov nekako ubadamo s tem, zakaj ni več članov v našem združenju. In pogosto je odgovor zato, ker se marsikdo boji učlaniti. Mi se to sicer težko razlagam, da obstaja ta beseda boji, ampak očitno je to tudi razlog. Gotovo. Zato, ker če delaš kariero kot novinar v dominantnih medijih. Dominantne medije pa ti šteješ tiskane medije. Ja, recimo glavne tiskane medije in glavne elektronske. Televizija, Pop TV, A-kanal in tako naprej. Ja. V teh medijih, če si član Združenja novinarjev in publicistov, ti to gotovo ne bo pomagalo in ti bo gotovo vsaj deloma škodilo. Zakaj? Ker nekaj časa se je govorilo, da veljaš za janšista, ne? Da veljaš za nekega desničarja. Ja, zato, ker je, če pogledamo te urednike, med katerimi so mnogi, ki so podpisali tisto znamenito peticijo 571. Ki niso člani Združenja novinarjev in publicistov. Ja, niso. No, oni jemljajo svoje novinarsko poslanstvo ali pa uredniško poslanstvo kot propagiranje določene ideje, določene politične opcije. Oni so še vedno podaljšana roka ene politične opcije. Oni niso, kot sem prej rekel, glas javnosti, ampak skušajo ljudi prepričati, da je to, kar dela vlada, prav. Poglejmo zdaj, če pogledamo konkretno za ta zadnjo zadevo, ta referendum. Vesoljna Slovenija, vsi vemo, da je nesmotrno in negospodarno imeti referendum in predsedniške volitve v razmaku 14 dni. Da to stane davkoplačevalce dodatne 3 milijone. In še celo dobro bi bilo na isti dan, sploh če živimo v demokraciji, da bi bilo čim več ljudi. Če so predsedniške volitve, jih zagotovo zadosti pride in to je bistvo demokracije, da jih veliko pride in se izrečejo. Tu je problem Brgleza in SMC-ja in Cerarja, da gre za pomanjkanje demokratičnosti. Če bi oni res bili demokrati, bi si želeli, da pride čim več ljudi na referendum, da se čim več ljudi izjasni o tem, ali se strinjajo z njihovim predlogom ali ne. Oni pa taktizirajo in hočejo imeti čim nižji kvorum, oziroma hočejo imeti tako nizko udeležbo, da ne bi bilo kvoruma, da potem referendum, čeprav bo verjetno večina proti taki obliki drugega tira, kot ga ponuja sedanja vlada, ampak ne bo šlo skozi in oni se bodo imeli za zmagovalce. Ampak zdrava kmečka pamet vsakega volivca ti pove, da je to neumno, da se tako troši naš davkoplačevalski denar. Ampak, ko pogledate medije, so dominantni mediji, ki to predstavljajo, kot da bi se pogovarjali o tem, ali bo meni stebre prebrali v rdečo ali modro barvo. Je pač vseeno, v eno ali drugo in potem iščemo razloge za ali proti. Tu gre za čisto negospodarno dejanje, ki je hkrati tudi deloma povsem nedemokratično, ampak dominantni mediji tega ne predstavljajo takega, kot je. Zakaj? Zato, ker so podaljšana roka vlade, levičarske vlade, ki ima te svoje medije, ki potem trobijo to, kar oni želijo. In zdaj, če si član
Združenja novinarjev in publicistov si do neke mere že sumljiv, ne? Že nisi na pravi seveda, strani. zato ker Združenje novinarjev in publicistov vedno opozarja na to, da imamo dve plati zgodbe, da je treba upoštevati novinarski kodeks, da se ne smemo novinarji pečati s politiko in s politiki, ne? In to tem vladajočim krogom in tej medijsko-politični eliti, ki je povezana v praktično isto gmoto, ne? To njim ni všeč. Tino, pa še nekaj je mogoče, ne vem, vsaj zame čudno, ne? Če kdo od naših članov krši novinarski kodeks, ne? Vse mi imamo pač častno razsodišče, se razpravlja, se ugotovi, če ga je kdo od nas kršil, ampak ne, prijavijo te na nek drugo častno razsodišče. Ni malce čudno to? Ja, to je tako, ne. Tudi v Srbiji imajo sodišče, ki obsoja ljudi na celem področju nekdanje Jugoslavije za vojne zločine v času vojn, v času razpadanja Jugoslavije, ne. In je v bistvu edino sodišče na tem planetu, ki ima jurisdikcijo širše od svoje države, je v Srbiji, ne. In nekaj takega je tudi DNS, ne. Torej, oni lahko, ja, Društvo novinarjev Slovenije, oni imajo razsodišče, ki lahko razsoja o vseh novinarskih izdelkih na tem planetu, ne. Razumete, to je smešnica, to je in to, zanimivo je to, da tudi javnost in politiki to mirno dopuščajo, ne? In bojo celo rekli, ja, je bil obsojen pred novinarskim razsodiščem, čeprav ni ne član, ne... Si član nekega drugega združenja. Ja. To je tudi kot da bi neka stranka razsojala o ravnanju nekoga člana neke druge stranke. Ja, ne? To je tako, kot da bi, ne vem, SDS ustanovi svoje častno razsodišče in to častno razsodišče potem, recimo, obsodi Kučana zaradi razorožitve teritorialne obrambe, recimo. Ne? In potem vsi mediji to mirno povzamejo in rečejo, Milan Kučan je bil obsojen pred častnim razsodiščem in to mediji potem še leta in leta objavljajo eno in isto. Ne? Nihče pa ne pove, recimo, da gre za strankarsko zadevo, ne? In tu pri DNS-ju gre za strankarsko. Recimo častno razsodišče ene politične stranke, ne vem, častno razsodišče socialnih demokratov lahko razsoja o članih socialnih demokratov. Ne more razsojati o članih Nove Slovenije. Ne? In če se kdo od tvojih članov znajde v taki situaciji, kaj mu svetuješ, tako kot je nekoč, ne vem, Josip Broz Tito dejal, ovog suda ne priznajem. No, tega sodišča ne moreš priznati, ne. Zdaj, vprašanje je, kaj boš naredil, ali boš odgovarjal, ali ne, kaj je bolj pametno in kaj ne, zato ker če popolnoma nič ne odgovarjaš in ignoriraš, gre njihov stroj naprej in se potem čez par tednov objavijo vsi mediji, kako si ti kršil novinarski kodeks, ker so oni to ugotovili. Tako da mi imamo vsekakor naše častno razsodišče. Če pa spet odgovarjaš, pa s tem nekako daš veljavo. Ja, in pa daš na nek način legitimnost. Odločba je pa na koncu ista, ne? Ja. Tako da. Ja, se pravim, treba je pri vsakem primeru konkretno se treba odločiti in povedati, zakaj gre. Ampak dejansko to, kar delajo, je nelegitimno, nedemokratično in v nasprotju z vsemi novinarskimi standardi, ki jih poznamo v zahodni hemisferi. No, ampak kljub temu, kaj vseeno misliš v tistih, ki rečejo, se malce bojim včlaniti? Ja, jaz jih po svoje razumem. Ne? Razumem zaradi tega, ker niso vsi, ki zmorejo povedati resnico, ki zmorejo povedati svoje mnenje na glas. In dostikrat je to tudi korupcija, ne? Ampak velikokrat so pa ljudje, preprosti ljudje, jih težko obsojaš, ker si ne upajo vsega povedati, zato da pač ohranijo svoje službe. Ne? Zato jaz tukaj si ne bi upal nikogar obsojati, ne? Po drugi strani pa spet treba reči, tisti, ki pa se izpostavi, pa klobuk dol. Ne? No. Isto je tudi za bivši sistem, ne, za komunizem. So bili ljudje, ki so bili pogumni in ki so šli proti toku časov, ki so se borili z mlini na veter. In so drugi, ki so bili oportunisti.
In za te oportuniste sam si jih ne upam obsoditi, ker vsak ve točno, ali je bil oportunist samo zaradi oportunizma, ne? Tako kot so bili na Primorskem, so bili najboljši komunisti, so bili bivši fašisti, ne? Čisto konkretno, ne? Ali je bil zaradi neke nuje, da ni izgubil službe, da ni izgubil, ne vem, štipendije in tako naprej, ne? Tako da to težko obsojam, ampak ravno zato je treba toliko bolj glasno povedati in snet klobuk pred tistimi, ki so si upali nekaj povedati, ne? Ki so rekli pravočasno, to je tako, torej resnica je taka. In takih si želiš, recimo, tudi čim več v Združenju novinarjev in publicistov, ne? Ja, jih imamo kar nekaj takih, ki imajo, če rečem, glavo na pravem mestu, predvsem pa srce na pravem mestu, pogumno srce, tako da sem vesel in tudi ponosen, da sem na čelu takega združenja. No in eden med njimi si zagotovo tudi ti. V zadnjem letu ali pa v zadnjih nekaj mesecih smo te redno lahko vsakodnevno skoraj da spremljali ali pa 3-krat tedensko na Trojki. To je nek nov format oddaje. Ti si bil sicer doma, ne? Ja, si imel vse priprave za to? Ja, to je nov format oddaje po ameriškem zgledu, ki se je zelo dobro prijel. In ljudje so to zelo dobro sprejeli. Posebej je tista ciljna publika, ne? Ki jih zanima politika, pa ja, kar ki jih se zanima dogaja. politika in tako da je. Torej, televizija ima gotovo v tem trenutku zelo, zelo velik domet in je ta oddaja je marsikaj naredila. Bi pa lahko ogromno stvari peljali drugače. Jaz sem tudi javno povedal za par stvari in 1. septembra se bo oddaja nadaljevala. Z istim imenom? Z istim imenom, ampak VV Faktor. Vendar bo v drugem terminu, mislim, da ob 10. zvečer. In tudi voditelji bodo drugi, tako da bomo videli. Jaz upam, da bo oddaja še boljša, kot je bila in če bo še boljša, potem mislim, da je, ko bi rekel, da se na ta pravem vlaku, ne? Če pa ne bo, bomo pa videli. Ne? In ti si se kar večkrat znal izpostaviti v tistih svojih izvajanjih, komentarjih, predvsem, ko je šlo za te zgodovinske dogodke, povojnih pobojev in tako naprej. In kakšen je bil format? Kako za tiste, ki te oddaje ne spremljajo, kako je šlo? Pač novinar, ki je to je bilo 8 komentatorjev nas je bilo in en voditelj. In vsak dan je bil en komentatorski par. Ne? In zdaj, če bi bili ti komentatorji razdeljeni približno na pol, torej recimo pol levih, pol desnih. Tako kot je recimo volilno telo, približno. Ja, recimo, ne? Potem bi to bilo dobro, ampak je pri temu izboru je bilo tem, ki bi bile nelevičarske, oziroma komentatorjev, ki bi komentirali v nasprotju s tem, kar zagovarja aktualna vlada in aktualna politična levica, je bilo daleč manj kot pol. Ne, tako da glede tega me je oddaja malce razočarala, sem pričakoval več, zato ker gre pač za ene osnovne principe demokracije. Če je demokracija, moraš imeti 2 sogovornika, ki imata oba približno enako časa. Če imaš ti 8 sogovornikov, je torej 4, ki so taki in 4, ki so drugačnega mnenja. Ne moreš imeti enega, ki je enega mnenja in 7, ki so drugačnega. Zakaj tako? Si desnosredinski, kamor lahko recimo štejemo tebe, niso želeli izpostaviti, niso želeli biti komentator ali jih niso zbrali? Ne vem, zakaj je bil tak izbor, to treba urednike vprašati. Vsekakor pa bode v oči, da je recimo med temi komentatorji so bili 3 bivši profilirani politiki na čelu 2 levih strank, SD-ja in prej LDS-a. Ti nikoli nisi bil mimo te politike. In recimo na drugi strani so pa potem meni Simič ali pa ena PR-ovka, ki jim težko prilepiš kakšno politično etiketo,
Ne, in potem recimo, če meni, čeprav, ne vem, pač glede na to, da me imajo desničari tako v zobeh, ne, me težko reči, da sem desničar, ne, ampak recimo, če je potem antipol jaz proti 3 levičarskim politikom, to ni demokratično in tega ljudje nočejo, ne, ljudje hočejo približno polovico, ne, ne pa, to ni ne v skladu s novinarskim kodeksom, ne novinarskimi standardi in pa tudi ne pričakovanji gledalcev in poslušalcev. Se mi pa zdi, da je bilo ogromno raznih teorij zarote, ki ljudje so govorili marsikaj. Jaz mislim, da je bilo to mogoče bolj slučajno, da bi rekel, da je šlo tu neki za, ne vem, Miljana Kučana, ki je v ozadju dirigiral in ukazoval, ne, kdo lahko pride in kdo ne. Ampak je bilo mogoče malo preveč stihije, ali pa mogoče kakšne slučajnosti, tako da in tudi ta, če rečem, normalnost naše sedanje družbe, ko je normalno, da levičar lahko pove vse, tisti, ki ne misli tako, pa ne sme vsega povedati. Ampak ti si kar vzel pravico, ne? Tudi Ja, kot kar sem imel zgodovinar, časa, ne? ne, Ker ja. določene stvari, ker od Saj naše tako, glejte. polpretekle zgodovine tudi dovolj dobro poznaš. Ja, samo recimo, ne vem, smo imeli recimo 10-minutni blok o določeni temi in je bilo prve 3 minute so bili posnetki iz komunističnega režima, recimo o Josipu Brozu Titu, torej vse enostransko. Potem je prišel komentator, politik, ki je govoril pač o tej mitologiji in potem recimo po 5 minutah pridem jaz, ki sem zgodovinar, ona dva nista bila, ne, in moram zdaj za osnovna zgodovinska dejstva porabiti ves čas, ki mi je preostal. Ne, in dejansko tekma ni poštena. Ne, tako da, se pravim, to sem tudi urednikom povedal, nekaj se je spremenilo, ne dovolj, upam pa, da bo septembra kaj drugače. Ne. Vmes vem, da si želel že zapustiti, pa so te tudi ljudje na nek način prigovorili. Bodi, da boš glas drugega, ne? Ja, precej odmeva je bilo, tudi recimo tak najbolj pohvala, ki mi je šla najbolj do srca, je, ko mi je kakšen rekel, glej, ti si naš glas. Ne, to, kar se ne sliši, ti poveš in ti si naš glas, zato te radi poslušamo. Ne? In to pa gre človeku do srca in tako si resnično upam, da bo oddaja dovolj demokratična, da bomo z vsem skupaj nadaljevali. Ne? Je pa tako, če povem zdaj še en tak konkreten primer. Z eno prijateljico smo šli na kavo eno nedeljo v en bar v Kopru. In ta bar je imel pač to Titovo ikonografijo, ne, so bile njegove slike, na sladkorčku je bilo na eni strani napisano ZKJ, na drugi strani Titova slika in tako naprej. Ne. In jaz sem takrat napisal, oziroma sem fotografiral tisti sladkorček in sem napisal v tem koprskem baru Pandolo sem danes prvič, zadnjič in nikoli več. 3-krat potem, ne? Ja, ne? In to je vse, kar sem jaz napisal o tem. Nobenega komentarja, nobene, da bi rekel, v baru, kjer slavijo diktatorja, ni dobra kava, karkoli. Nič, samo dejstvo, samo objavil sem to, kar oni objavljajo sicer. Ne? Torej, to, kar oni dajo na javno mesto, sem tudi jaz dal na javno mesto. In rekel, da tja ne grem več. In 10 dni so trajale debate po Twitterju in po Facebooku na teh mojih straneh na to temo. In lastniki bara so se spravili tudi nami in so rekli, kako je to nesramno, kako jih jaz napadam, kako jim škodi za njihov promet. In razumete, jaz sem fotografiral sladkorček, s katerim se oni ponašajo in v bistvu pridobivajo stranke. In ker sem jaz to rekel, da pač zaradi tega ne grem več, sem jaz kriv. So se spravili tudi na tisto našo prijateljico, ki je reden gost v tistem baru. Ne? Kako si jaz upam, da v bistvu spravljam v težave svojo prijateljico? Kako sem jaz nesramen? In to je ta slovenska nenormalnost, ko ene stvari lahko poveš, druge stvari so pa tabu tema. Sploh pa ponavadi, če kaj poveš z očmi, recimo pomladnikov, ne, tega političnega spektra.
Ja, čeprav tukaj jaz mislim, da ne gre toliko za to, za politično, No, za zgodovinsko ampak dejstvo gre bolj tudi, ja. za zdravo kmečko pamet. Tako, ja. Ne? Ljudje ne razmišljajo tako levo-desno. Ne? To je recimo 20% levih in desnih na obeh polih je recimo je prepričanih in bo vedno zagovarjalo pač določen vrednostni sistem. Ampak večina, vsaj tretjina volilnega telesa je takih, ki glasujejo zdravo kmečko pametjo in niso obremenjeni s tem, da morajo biti vedno levi ali vedno desni. Ne? In za te ljudi oni vidijo, da je konkretno 3 milijone dodatnega denarja za to, da imamo v 3 tednih dvojne volitve, da je to nespametno. Ne? Sploh ne gre za levo-desno. In tudi, kot sem že prej rekel, kot kolumnist moraš biti v bistvu glas te javnosti, ne? Teh preprostih, navadnih ljudi, ki vidijo anomalije. Prepričane težko prepričaš. Ne? Ja. Ne? Lahko pa tiste ostale. Tino, nekaj časa se bova zadržala tudi pri tej zadnji odločitvi arbitražnega sporazuma, tudi zaradi tega, ker prihajaš iz teh koncev, blizu meje, pa tudi zaradi tega, ker si po očetovi strani hrvaške narodnosti, po materi pa Slovenec, ne? Živiš po Sloveniji. Kako gledaš na to? Ja, najbolj pošteno bi bilo, da bi meni dali tisti Piranski zaliv, ne? Ker imam obe naciji, obe državi rad in obema pripadam, ne? Tako da, no, šalo na stran. Tukaj je tako, ko gre za državno mejo. Državna meja, taka kot je, ali taka kot bo zgodovinsko gledano nepravična. Ne, kakorkoli jo bojo postavili, bo zgodovinsko nepravična. Tako kot je zgodovinsko nepravična meja proti Trstu ali proti Koroški, ne, in v končni fazi tudi proti Madžarski, kjer je precej Mađarov ostalo na naši strani. Ne, torej, je pa res, da redko katera meja je pravična. Ne. No, zdaj, težava je, da leta 1990 ni bilo narejeno tisto, kar bi morali narediti. In ne samo 90, tudi prej, da je meja postavljena na Dragonjo, oziroma še slabše, kot je danes, na prvotni tok Dragonje, ki sega še čez pol letališča. Ne, tja so postavili partizani mejo. Ne, leta 1944 sta se dobila dva poveljnika partizanskih sil iz Hrvaške Istre in Slovenske Istre in ta slovenski partizan govori, kako je kakšen lep sončen dan je bil tisti dan, in kako je prvič v življenju prišel v te lepe kraje in potem s hrvaškim kolegom sta postavila mejo na Dragonjo. Ne? Na tisto staro. Ja. In stari tok. Ja, na stari tok. Ne? Tako da oni so naredili tisto ključno napako in komunisti so to po vojni vse požegnali. Ne? Zdaj, kaj bi se lahko naredilo leta 90 in 91? Če bi v času osamosvojitve kontrolno točko postavili malo višje, bi verjetno tisti 3 zaselki in Jorasova hiša, bi verjetno se lahko pogajali za njih. Tako pa ni arbitraže, ki bo to lahko prisodila Sloveniji. Ne? Glede meje na morju, je pa tudi tako, da praksa ne daje popolnoma prav tistim, ki govorijo, da je bila jurisdikcija celotnega zaliva na slovenski strani. Ves čas Jugoslavije. Je bila res bolj kot Hrvaška, ne? Ampak še vedno, tako ko beremo to razsodbo arbitražnega sodišča, ni vse tako, kot pravijo na naši strani. Ne? Sploh pa ni tako kot na hrvaški strani. Ne? Tako da tu malo pretiravajo oboji. Zdaj, če bi ta arbitraža bila sprejeta z hrvaške strani, bi bilo vse v redu. Bi pač nekaj izgubiš. Vsak nekaj izgubi. Pri vsaki stvari se nekaj izgubi. In nekaj pridobi. Tukaj smo več pridobili, kot izgubili, po mojem. Žal je pa tako, da Hrvati tega ne bojo priznali. Priznali ne bojo zakaj? Zaradi Karla Erjavca, ki je naredil to, kar je naredil, ker je postavil tako ekipo, ki je ne samo, da so se pogovarjali tako pa kavbojsko z arbitrom, ne? Sekulcem, ne? Ja, ampak da so to delili po telefonu. In ne samo po telefonu, na zvočnika je dal. Ne? In to vemo, da, ne vem, če se mi dva pogovarjava o kakšni bolj delikatni zadevi, bova sklopila telefone. Ne?
Zdaj tukaj pa slovenska diplomacija, ne, top of the top, torej tam, kjer bi morali najbolj sposobni Slovenci biti, ne, tisti se pa pogovarjajo po telefonu o tem, kako bojo vplivali na sodnika v arbitraži. Ne. Tako da takrat bi ne samo Erjavs, vsak časten človek bi takrat ponudil odstop, oziroma dal odstop nepreklicno. S poudarkom na časten, ne? Ja. In tudi vsak zunanji minister na celotnem planetu, po mojem, bi isto naredil, samo Karl Erjavec tega ni naredil. In dominantni mediji so to prikazali, kot da ni nič narobe. Ne? In tudi zdaj, ko vidimo, da bi arbitraža, ne glede na to, da ni popolnoma naklonjena Sloveniji, bi moral Karl Erjavec odstopiti, ker je jasno, da bi bil ta spor rešen, če ne bi on tega naredil. Ampak tudi tega slovenski dominantni mediji ne izpostavljajo in na drugi strani pa podpihujejo. Ne? Podpihujejo, tako kot hrvaški, ne? In v bistvu delajo te spore med ljudmi, Ja. kar je daleč največja škoda. Ne? To bi morali pustiti, ne se politiki med sabo dogovorijo, ne? Ljudem pa pustiti, da normalno živijo. Kakšen bo razplet? Bo tudi Slovenija na koncu, ko Hrvaška, saj jaz mislim, da bo tega spoštovala. Tudi Slovenija odstopila. Hrvaško bojo gotovo silili k temu, da bo to spoštovala. Čeprav v tej odločbi tudi piše, ako, če, ne, ni nujno, da se spoštuje. Ne, tako da so Ja. tudi odprta vrata na nek način. Ne, gotovo, sam to, kar je, recimo, mi imamo 4 strani, ki razlagajo o tem sporazumu. Ne? Imamo zagovornike sporazuma na Hrvaškem in nasprotnike sporazuma na Hrvaškem in isto v Sloveniji. Tako, ja. Jaz sem zdaj samo ena od teh 4, ne? Nisem, to je moje mnenje. No, in zdaj pri teh 4 plateh medalje, če rečem, je vprašanje, kaj bo tu prevladalo. Ne? Med ljudmi je največ takih, ki reče, bom rekel grdo, ne? Pustimo tistih par litrov morja in dajmo se končno že enkrat dogovoriti, tudi če smo izgubili nekaj litrov morja. Ne? Tako misli večina ljudi. Problem je, da naša diplomacija, da tukaj, da je nesposobna in zelo medla. Ne, tako da, zato sem jaz zelo velik skeptik. Na drugi strani imamo pa Plenkovića, ki je sposoben diplomat in jaz dajem v bistvu stavi na to karto, da bo mogoče Plenković zaradi svoje ambicioznosti nekaj naredil, da bo ta arbitražni sporazum nekako šel. Ja, ker kakorkoli, ko bo ta problem rešen, bo rešitev nekaj podobnega, kot je ta arbitražni sporazum ali pa tisti Drnovšek-Račan. Ne? Zdaj par centimetrov gor ali dol, ampak bolj ali manj bo šlo za to. Da bi pa Slovenija dobila Jorasovino, da bi dobila ne vem, svoje morsko dno in morski tok in zrak do Grčije, ne? Kjer bo lahko iskala nafto, ne? Tisti, ki je to mislil, se je pač zmotil, ne? Tako pač ne gre. Če bi mi šli na normalno sodišče, bi izgubili bistveno več, kot smo izgubili tu pri arbitraži. Ne? Tako da tukaj treba biti realno. Ne? Verjetno se pa s Hrvati bi pa težko dogovorili, ne? Verjetno še naslednjih 20 let ali pa 30 let. In bi bil nekak status quo. Ne? Ja, gotovo, ampak to je tudi težava, da če bi se slovenska diplomacija obnašala kot Hrvaška, bi zagovarjala svoje interese in bi marsikaj bilo že davno rešeno. Ne? Ravno zaradi tega, ker bi se postavili, ne, na svojo mejo in tisto pustiš in držiš. Ne? Tako kot so se že v enem naselju na kopenski meji enkrat, ne, z vojsko pa s policijo. Ja. In so dali vedeti, to pa je naše. Ja. In je tudi ostalo potem naše. Ja. Ne, tako da včasih je treba bolj odločno. Samo to je spet, če gledamo Dvorezni meč, ne? zgodovinsko je bilo vedno tako, da je Ljubljana ni nikoli videla čez ljubljansko obvoznico, tudi takrat, ko ljubljanska obvoznica ni bilo.
Ne? Zato niso pustili generalno majstru, da bi šel na Koroško. Ne? Zato niso nič naredili, da bi, ko so Italijani prihajali leta 18 na Primorsko, da bi tam kaj zaustavili in poskusili mejo pomakniti bolj proti zahodu. Ne? In zato se je zgodilo leto 45 oziroma 44 in potem 54, ko se je stalno samo popuščalo in Ljubljano nikoli ni brigalo. Ne? Politika iz foteljev, ne? Ja. Ne, da bi si ogledali teren. Ja. Ljubljana je bila vedno mačehovska do periferije in v bistvu Ljubljana največji krivec za to, da so meje Slovenije tam, kjer so. Tam, kjer so. Polnoleten, to je knjiga, zgodba tvojega očeta Ivana Mamića, polnoleten pa zato, ker je rojen na 29. februarja. Ja, moj oče je predlani napisal spomine in potem smo se odločili, da te spomine izdamo in smo pač naredili vse skupaj eno tako knjigo, ki je šla ob njegovi polnoletnosti, torej ko je on imel 18 let, ker je rojen na prestopno leto. Krat 4. Ja, tako da žal je pa ravno takrat, ko je on praznoval v bistvu 18. rojstni dan, mu je brat umrl in je pol odpovedal vsa praznovanja in smo potem počakali, po dalmatinski navadi pač se eno leto žaluje in smo počakali eno leto, da smo potem izdali pač po enem letu to knjigo. Se dobro bere, jaz sem jo danes dobil v roke. Ja, par ljudi mi je že reklo, je zelo pohvalilo. Gre za eno tako, najprej gre za spomine na njegovo mladost, napisano v hrvaščini, ne, njegovi materinščini, na tisto Dalmacijo po letu 45, na tisto revščino, ampak tudi veliko zabavnih stvari je noter in takih etnoloških posebnosti. Tako da v nekem smislu je to en tak etnološki spomenik nekega časa, ki ga danes ni več. Potem je opisoval nadaljevanje svoje življenjske zgodbe, torej od emigranta v Sloveniji, torej od priseljenca, v bistvu do viteza, ker je postal vitez Božjega groba in poslanec v parlamentu, tako da je ena taka zgodba priseljenca, integriranega priseljenca. In kje zdaj živi? Ja, zdaj v pokoju, tako da živi v Skriljah na Vipavskem in to je to. Se mu dopade Slovenija, tako kot tebi? To ja, zdaj ima eno skupno točko, ne, da naj je mogoče še bolj kot Slovenija, naj je začarala Slovenka. Aha. Ampak še vedno pa tudi sam greš rad na dopust v Dalmacijo, ne? Ja, seveda, to je morje pač... Morje. Ja, z vsem spoštovanjem do slovenskega morja, ampak to dalmatinsko je res... Čarobno. Čarobno, ja. No, tudi ti pišeš, kmalu bo išlo tvoje drugo delo? Ja, zdaj je v pripravi, v bistvu pred tiskarno, pred tiskom je ena nova knjiga moja, bojo spet kolumne, ker je tista prva knjiga Protestantinos se je precej dobro šla. Zdaj bo pa Dalmatino? Zdaj bo pa Dalmatino, ja, tako da, ker so noter bojo kolumne in komentarji brez laka na jeziku in zato potem se sklicujem na enega dalmatinskega poslanca v Hrvaškem saboru, ki je rekel na očitek, da so se nekaj kregali v njihovi poslanski skupini, rekel, gledajte, Dalmatinci govorimo malo bolj na glas, ne, tako da, malo bolj direktno, malo bolj na glas, ne, tako da, zato potem tak naslov, ne? Ja. Ja, Tino Mamić, hvala za obisk v studiu, zagotovo bo še priložnost, da se kdaj srečava. Videli te bomo pa tako na Trojki, ne? Vsaj septembra še, ne? Jaz računam, da ja. Potem boš pa videl. Ja. Ja. Hvala ti, hvala tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah.
Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.